Pozdravljeni. Pozdravljeni, dobrodošli, prav vsi. Kakšen čudovit četrtek. Iz tega dne smo pregnali oblake, zato da lahko gostimo oblake. In iskren, prisrčen pozdrav gospodu Slavku Oblaku, gospe Emi Oblak in da rečem dobrodošla doma. Seveda hvala lovskim rogistom Bohi. To je bilo uvodno presenečenje za našega gosta, ki ga Zavod za kulturo Bled poklanja Slavku Oblaku. Lovski rog naznanja lov in dejansko gremo vsi zbrani na lov za informacijo, zgodbami, besedami, podobami, stvaritvami. Skratka vsem, kar lahko ulovimo pod oznako Slavku Oblak. Tega pa nisem želela govoriti, ampak se lovi. Tudi ti šumi, ki upam, da bodo do konca polovljeni. Skratka, umetnik s koreninami na Bledu in domom na Bavarskem. In seveda lep pozdrav še enkrat prav vsem, ki boste lovili z nami. Jaz pa zdaj odpiram lov na besedo organizatorja, oziroma naj povem drugače. K besedi vabim direktorica Zavoda za kulturo Bled, magistrico Lero Ferjan, prosim. Cenjene udeleženke, cenjeni udeleženci, spoštovana gospa Irma in spoštovani gospod Slavko. Dobrodošli na današnji otvoritvi kiparske razstave v galeriji Stol na Blejskem gradu. Veseli me, da sem lahko skupaj z vami del posebnega dogodka, ko se predstavlja domačin z Rečice, kipar Slavko Oblak, Klemenov po domači. Umetnost mu je bila položena v zibelko, saj je leseni koniček, ki ga je iztesal njegov oče, Marjan Slavko prebudil željo, da bo enkrat tudi on sam nekaj podobnega ustvaril. Vztrajnost, goreča želja in sreča so se na koncu združile v sanjsko priložnost, da se mu je po letih dela, ko je materi pomagal preživljati družino, uspelo pisati na Akademijo za likovno umetnost v bavarskem glavnem mestu. Profesorji so v študentu z Malega Bleda videli nadarjenega študenta in prejemal je tudi štipendijo za nadarjene študente. Vsa leta študija je delal in verjetno je tudi zato kljub uspešni karieri kiparja v Nemčiji ostal Klemenov Slavko z Rečice preprost, dobrovoljen, z nogami trdno na tleh. Spomini na pisano mladost, trdo, a iskrivo kmečko življenje na mali domačiji ga vežejo na Bled, ki ga še vedno rad obišče. Z Bledom ga povezujejo kiparska dela, ki jih sprehajalke in sprehajalci vidijo predstav občine, v parku ob jezeru in v grajskem parku, v grajski kapeli, za kar smo mu izredno hvaležni. Moji spomini na otroštvo in gospoda Oblaka niso povezani z upodabljanjem cvetja, pač pa s kipom petelina na njegovi domačiji. Zato sem se zelo razveselila kipa petelina tudi v galeriji. Ponosni smo na kratkohlačnika z domačije pri Klemenu, zato z nestrpnostjo pričakujemo izid knjige o življenju in delu kiparja s preprostim naslovom Slavko Oblak. Spoštovani umetnik, današnji večer in letošnji novembrski opus smo pripravili, da se poklonimo vam in vašemu življenjskemu delu. V imenu Zavoda za kulturo Bled in svojem imenu pozdravljam goste, ki sodelujejo v današnjem pogovoru, dobrodošlico pa izrekam tudi vsem prisotnim in želim, da bo današnji večer prijeten in poseben tudi za vas. Se opravičujem, moj govor je danes tudi čustven, ker sva skoraj soseda in sem izredno vesela, da imam tudi
Hvala za te uvodne čustvene besede, ker mislim, da so kar na vse vplivali, da bomo razneženi, nadaljevali naprej. Ja, Slavko Oblak, umetnik in rokodelec. Naslovnico monografije krasi umetnikov avtoportret. Svojstven portret pa so oblikovane izbrane besede gospe Lidije Pavlovčič. Za današnji dogodek predstavite, kdo je Slavko Oblak. Pozdravljeni. Slavko Oblak. Ja, on je po duši umetnik. Umetnik, ki črpa svoj navdih iz narave. Po drugih znanjih, veščinah in izkušnjah je rokodelec. Zato ima njegova biografija tudi tak podnaslov, umetnik in rokodelec. Po srcu je pa ves čas, celo življenje. Klemenov Slavko. To je bil kot otrok in to je ostal vso življenje. Tudi koga kdo, predvsem seveda njegovi rojaki iz Gorenjske ali pa tudi drugi Slovenci obiščejo v njegovem drugem domu na Bavarskem, v majhni vasici Zigersteten, jih vse že kot dobrodošlico pozdravi. Dobrodošli pri Klemenovih. In seveda ne pozabi takoj v predstavitvi povedati, da ima ob sebi mlado Klemenco, to je svojo soprogo, Irmi. Seveda, ko ga vprašaš, zakaj pa mlada Klemenca, pravi, ker stari ni več. To samo hočem povedati, da se zna Slavko Oblak vedno tudi zelo lepo pošaliti. Ob vsaki zadevi zna povedati tudi kakšno izpadljivko, hudomušno reč. Ampak njegova življenjska pot je pravzaprav zanimiva zaradi tega, ker daje vtis, kot da bi imel dve življenji. Eno življenje, ki je vezano na njegov dom, na Gorenjsko, na njegovo otroštvo, na njegovo poklicno pot tesarja. In potem na drugo življenje, ki je vezano na njegov drugi dom, na Nemčijo, kjer je svojim talentom na Münchenski likovni akademiji prepričal profesorje in seveda komisijo, da je vreden študija in navsezadnje potem tudi s svojim delom in z uspešno kariero, ki se je ustvaril v Nemčiji, seveda dokazal, kaj vse zna in zmore. Recimo v mestu Landshut, ki je sedež Spodnje Bavarske, je pravzaprav zaznamoval staro gotsko mesto z svojimi skulpturami, tako da je vredno obiskati to mesto tudi zaradi Slavka Oblaka. Zdaj je seveda tudi v njegovem rojstnem Bledu nekaj skulptur, kar je vsaj 4, če na 5, ki je na pokopališču, pač, ker je zasebno, ne omenjamo. Ampak, ko sem jaz pisala biografijo, pravzaprav, ko sem se pripravljala na pogovor z njim, pogovarjala sva se več dni skupaj, tako da je celotna biografija sestavljena iz pripovedi iz prve roke, sem se spraševala dvoje. Prvo, kako močna je morala biti v njemu njegova želja, da je potem, ko je delal že 10 let kot tesar, da se je odločil, da gre na pot svojim sanjam, se pravi, da postane umetnik. To je bilo pač eno največjih ugank in vprašanj zame. In drugo vprašanje, zakaj prav v Nemčijo? Navsezadnje, če hočeš postati likovni umetnik, so bile akademije v bližini, v Ljubljani, na Dunaju, v Zagrebu, skratka v bližini. Zakaj prav v Dunaju? Zakaj? Tega ne bom povedala. To mi je Slavko povedal. Je pa vse v biografiji, zato jo priporočam, da jo preberete.
A lahko rečeva, jaz se pa rada igram s besedami, Slavko je bila Slavku, slava, položena že v zidovem. Ja, morda, no, lahko da, ampak res je, ne, da ime Slavko je povezano s pomenom slaven. Je sicer to staro slovansko ime, ampak v resnici ne, vse se pomensko navezuje na slaven. Zdaj, kako je dobil ime Slavko? Pravzaprav je tako, ker je drugorojenec, je njegov starejši brat že dobil ime po očetu, tako kot je takrat veljevala tradicija. Torej je za Slavka sta starša izbrala ime Alojzij Franc. Ampak to ime se ga očitno ni tako prijelo kot Slavko. Slavko mu je pa izbrala ime njegova teta, sestra po njegovi materi. In ko ga je videla kot novogorjenčka, rekla, no, to je pa Slavko. Ampak nenavadno, oziroma ironija je pa v tem, da imata Alojzij in Slavko precej skupnega. Oba namreč praznujeta god 21. junija. Kdaj praznuje gospod Slavko zares svoj god, ne vem, zaradi tega, ker je Slavkovim imenom so možne 4 prazniki, 4 lahko izbira, kateri god v leto, od junija, marca, aprila do novembra, naslednji god je 13. november. Tako da ne vem, kater je vaš godovni praznik, gospod Slavko? Dajmo god. V juniji. Junij, torej z Alojzijem povezano, 21. junij. Alojz, evo, no. Namreč to sem vas pozabila vprašati, ker smo se toliko mi pogovarjali in zdaj izvem, no, hvala. Jaz pa šele par let vem, da sem takrat Alojz bil, zato pa nisem več vedel, sem pozabil. Aha. Dajmo god, ne. Ja, no, ampak dobro, je sej. Skratka, je povezava, no, Alojzij in Slavko sta povezana, ne. Da se še malo igram z besedami. A se vam zdi, ko ste ga spoznavali kot človeka, da je Slavko človek, ki živi v oblakih? Glede na to, kako je živel, kako mu je uspelo v življenju, bi na pamet lahko tako rekli? Ne, nikakor, ne. Ne, Slavko Oblak pa ne živi v oblakih, je zelo, zelo trdno na tleh in zadev, ki si jih je loteval, tudi tiste, ki so bile pač njegove sanje iz otroštva, kako bi rad postal umetnik, pa ne željo, da bi postal slaven, kot pravi Slavko ime, ampak zgolj zato, da bi rad delal lepe umetnine. Vse je delal z razmislekom, z res natančnim razmislekom, z načrtovanjem in marsikaj mu je, pri čemer mu je pomagala tudi, kot sam pravi, včasih ta gorenjska trmoglavost. Je pa res, da je skromen, je talentiran in pravi, da se za svoj uspeh in vse, kar je dosegel, ne more zahvaliti samo lastni pameti, ampak temu, da ga je v življenju spremljala pogosto sreča. In to je tisto, zaradi česar je tudi vesel, no, in pravzaprav je skromen, no, pravi, da vsega svojo pametjo res ne bi dosegel. Je pa realist, ni v oblakih. In ko slišim, da je hudomušen, iskriv, gospod, se pravi, tudi ne moremo reči, da je temačen, oblačen. Ne, gospod je hudomušen, predvsem pa to, kar je presenetljivo, izjemno vitalen. Zdaj je star, če smem povedati, 88 let, se pravi, prihodnje leto bo 89, in jaz se zelo, zelo strinjam s tem, kar o njem pravi njegova žena Irmi. To je človek, ki ima energije za 5 ljudi, res je. Nič se mu ne pozna, ne starost, ne nič, res ne. Predvsem pa ta vedoželjnost.
Mene je resnici presenetilo, ko sem videla, kako z lahkoto dela z računalnikom. Mislim, veliko mlajši upokojenci bi vam zavidali to spretnost. Vsa svoja likovna dela, ki jih je res ogromno, približno 700 malih in velikih bronastih plastik je ustvaril, je prelil v digitalni katalog. Čestitke, res izjemno. Jaz pa v teh dveh, ja, aplauz. Jaz pa v teh dveh osmicah, ki ponazarjajo vaša leta, zdaj vidim dva znaka za neskončnost. Ja. Večen, gospod Slavko. Zdaj vam pa damo malo počit, pa gremo na drug nivo, če tako temu rečeva. Umetnostni zgodovinar Vid Lenart ima uvid v kiparjev opus. Gospod Vid Lenart, dovolite nam, da skozi vaše besede umetnikov opus vidimo tudi mi, tule in zdaj. Opus Slavka Oblaka to je en tak opus, kjer je človek in njegovo življenje in delo sta spojena v eno. Imamo umetnike, kjer so umetniška dela drugačna od njihovega življenja, od njihovih vsakdanjega bivanja. Pri njemu je pa to, kot da bi bil to njegov otrok, da bi se vse skupaj ujelo v eno delovanje. No, vendar ni tako preprosto, ne, rečemo, to so dela samo iz narave ven vzeta, iz poznavanja življenjskega tokokroga, bivanja iz vsakodnevnega z naravo, z poljedelščinami, z naravnim sobivanjem in s kmetijo, katero je ustvaril v samooskrbno kmetijo v Zigerštetnu na Bavarskem. Ampak je tukaj tudi iskanje lastnega izraza v povojni umetniški srednji, po drugi svetovni vojni, njegovo pozicioniranje v internacionalno, rečemo, šolo, takratno šolo, münchensko kiparstvo, ki je iskalo svoj izraz med lastno tradicijo, ki je bila na nek način v nemilosti zaradi nacionalsocializma in grenke izkušnje in predvojnih avantgard, in na drugi strani internacionalno umetnost, ki jo je takrat propagirala Amerika skozi novo obdobje mednarodne umetnosti, kjer je mogel najti umetnik svojo identiteto. In to je tisti orek, s katerim sem se jaz ukvarjal v svojem tekstu. Slavko Oblak je bil neobremenjen, prišel je iz drugih krajev in iz Slovenije in je lahko tam postavil eno svojo zgodbo in se mu ni bilo treba ukvarjati s to tradicijo, ki jo je imela Nemčija, s to težo, s katero je živela, in je lahko s pomočjo internacionalnih umetnikov, kot je bil Henry Moore, ustvaril eno svojo zgodbo, eno svojo obliko, svojo formo, ki izhaja iz narave, ki izhaja iz abstrakcije, ki izhaja iz pretvorbe narave v znak, v nadalje simbol in s katero želi predvsem komunicirati z okoljem in nagovarjati gledalce, nagovarjati mimoidočega. In to je tisto, kar se mi zdi, da je njemu izredno uspelo, se pravi vzpostaviti ta trikotnik med krajem bivanja, med mimoidočim in med tem, da zaživi en mogoče zapuščen kraj, ki še takrat nima svojo identiteto, dobi eno novo obeležje. In to je mu je uspelo Landshutu, to je uspelo tudi njegovem posestvu, kjer tudi živijo ti ekipi skupaj z naravo in z okoljem, in to je tudi tukaj na Bledu. In te skulpture lahko opazimo, lahko se jim posvetimo, lahko so pa zgolj samo zraven en tak dodatek celotnemu obeležju tega kraja. In tukaj je seveda ta motivika, ki se razteza od naravnih rastlin, od
šopkov oziroma od rožic, ki so recimo tako na prvi pogled banalne, ampak to globoko doživetje, kajti on se je preživljal s tem, njegova mama je bila mojstrica šopkov in to poznavanje, to doživljanje vsake posebne forme občutka, kako je nekaj zrastel ven in kako to potem prevesti v kiparsko, zraven pa izredno kompleksna tehnologija od zadnji, to je vlivanje v bron, več tisočletij stara tehnologija, ki jo obvlada od začetka do konca. Ne. Mnogi kipari dajo svoje kipe, svoje skulpture drugim vlivati. On pa to naredi od začetka do konca s svojimi rokami, ne, s pomočniki in to je tisto, kar je tudi izjemno vredno poznavanje tehnologije skupaj z izrazom in z vključevanjem gledalca mimoidočega. Kako bi nam vi pojasnili morda, zakaj bron kot material, ker se zna starati mogoče? Seveda ne. Recimo Donalda Juda, znamenitega ameriškega umetnika, minimalističnega, so vprašali, kaj bo ostalo od naše umetnosti, moderne umetnosti. Ne? In je rekel, kakšen hladilnik ali pa kakšen štedilnik, to bojo izkopali čez 2000 let. Ne? In se bojo spraševali, kaj so ti ljudje, v čem so se izražali. Ne? Zdaj, kaj bo v digitalne umetnosti ostalo, se lahko tudi vprašamo. Ne? Bron pa vemo, ne? Dokler ne pride vojska in ga ne prilije v nekaj drugega, ostane. In verjamem, da bodo vse ta delja ostaja. Ja, meni se zdi tako zanimiva ta zgodba o dečku, ki je videl film in cvet. In je želel to upodobiti, še danes jih upodablja. Kako ste vi doživljali to zgodbo? Ja, seveda, glede na to, ne, da je to zgodba iz njegovega življenja. Pravzaprav je neverjetno, da se lahko en film, en prizor iz enega filma, tako kot je pripovedoval Mislavko, tako globoko usede v srce in v dušo in zaseda leta in leta mesto in tiho tli, ampak nikoli ne zamre. In to se je v resnici pri Slavku zgodilo. Šele ko je bil star 23 let, se je odločil, da bo te svoje sanje, da bo tisto rožico, čudovito rožico, kot on pravi, znal tudi upodobiti. In zato se je pač odločil za akademijo, za študij. Ampak ta rožica iz filma pravzaprav ni bila edina spodbuda, ki je prižgala to iskro po umetnosti, po umetniškem izražanju. Bile sta vsaj še dve. Ena je že, kot rečeno, ta konjiček, ki ga je oče iztesal za oba sinova. Druga iskra je bila pa pripoved Slavkovega starega očeta, ki je imel izkušnje bivanja v tujini in je spodbujal mladeniča z besedami: vsak mlad človek mora iti v tujino, zato da vidi, kako se živi zunaj, kako se zasluži in kakšno je življenje, da pravzaprav pride bogatejši domov. No, vse te tri stvari, poleg te rožice iz filma, so ga gnale v svet umetnosti. Jaz bi si zdaj utrla pot v atelje gospoda Slavka Oblaka, ki verjamem, da še obstaja in še živi in ni zaprašen prostor. A lahko pogledamo, kaj tam nastaja? Skozi besede. Skozi besede. Ja. Kaj nastaja v ateljeju? Lahko pišem proces, ne? Se pravi, atelje se začne zjutraj, ko vstaneš in nahraniš živali, potem greš pogledati, kaj je zrastel novega, opaziš drobne listke, opaziš cvetlice, ki so se po noči zgodile, jih pobožaš in potem to podoživljaš čez dan
In zvečer, ko grejo drugi spat, začneš to risati, začneš to upodabljati, razvijati risbe, jih predrugačiti, jih preformirati in rišeš na roko, rišeš in vse to nastaja, da bi se to utrlo v dušo in da bi se najdel nekaj novega, kar ni še zrastlo tisti dan na poljih in potem to preide v terakoto, v glino in ta glina se potem obdeluje, na kar se naredi kalup, se potem ta kalup ulije, se potem spusti vosek čez in nalije bron, da skrajšam proces in potem se vmes še to vse skupaj obdeluje površina, da bi ta površina tudi zaživela skozi eno novo vrednoto, ki se reče taktilno občutje, se pravi, da bi mi te njegove kipe tudi začutili z telesom, z dotikom in tam potem ta kip se odlije in v ateljeju je en del tega, kar ohrani zase svojega otroka in nekaj teh modelov in nekaj odlitkov, nekaj gre pa v javnost med ljudi in naročnike. Pa trenutno kaj nastaja, gospod Slavko? Malenkosti so, manjše stvari, Spet skromno. nepomembne stvari. Ja, dvomim. Zasipate nas s cvetjem, ciklama, grajski cvet, lokvan, s cvetjem, ki nikoli ne uveni, tako kot vaša ljubezen do domačega kraja. Ampak vseeno sem potem pomislila, morda ta gospod goji cvetje sicer, je v vas morda potihoma ves čas živel vrtnar. To ne vem, kako bi rekel, ne znam. Imate vrt, kjer tudi sicer gojite. Ja, Smo slišali o nastanju umetnosti, to je čisto sami ste mi povedali in to ste vi povedali, na kakšen način to zraste in to je odgovor na vaše vprašanje. Jaz sem vas želela vprašati, upam, da nisem preveč nadležna. Ja, Klemenov Slavko, koliko blejca je še v vas? Nisem razumel. Koliko blejca je še v vas? Ja. Cel. 100%. Ne vem, kako veliko ljudi tle na Bled, gotovo ni več po Gorenjsku še kaj govorjeno. Bravo. Ja, to je res. Jaz sem zdaj od doma 60 let od doma in tako, kakor smo takrat govorili, mi je ostalo, sem tako oseba tudi eno ostane in jaz upam, da sem res domačin ostal, zato se tudi vam vsem zahvaljujem, da ste tako tudi vi tako mene prevzeli, kakor sem in mi imate tako mogoče, ni nobenih problemov z mano. Tudi v tujini upam, da nisem za Slovence tudi nič slabega naredil, le v boljšem, kakor se tiče eno Gorencev pa Slovencev. Meni se tako, kakor sem bil takrat, da se tako še dosto ostal. Upam. Zdaj, če se smem spet malo sposoditi, kaj bi pa vi Blejcem zapisali v oblaček kot sporočilo? Ko takole hodite nazaj v ta domači kraj, ga seveda vidite z določene distance, razdalje, bolj kritične, bolj realne morda kot mi, ki bivamo tukaj. Kaj bi rekli, kaj bi zapisali? Oblaček sem izbrala seveda zaradi priimka. Ja, čisto na vas ne razumem, kaj ste počeli. Kaj bi sporočili, če po domače povem Blejcem, Blejčanom? Ja, pogane sporočil z imenom Oblakam. Kaj bi zapisali v oblaček, tako kot pri stripih zapišemo v oblaček? Zato sem si ta oblaček sposodila. Sicer pa kaj bi sporočili, če poenostavim tale stavek? Jaz ne zastopim. Kakšno misel, ki jo bova rekla, zapisala domačinom? Edino domačinom tisti, ki me mogoče še poznajo, tisti, ki so slišali mene, si jaz želim, da si upajo, vidiš, da bi tako ostal, ki bil. To se pravi, da tiste življenje, ki je takrat imel v sebi in samo je bil med tem
majhen spremenjen, ko sem šel majhen od doma, jaz zmeraj pravim, let sem doma, gor sem pa v Nemčiji, pa tudi spet doma. Ampak tisti, ki sem bil rojen, tisti mi ostane na duši in jaz mislim, da to tudi tisti ljudje to vidijo, pa pogledajo in poznajo in tako vidijo, kaj jaz. No, vem, če sem to odgovoril prav. Super. Hvala. No, zasledila sem, da v teh podatkih, ko sem listala monografijo, da ste tudi glasbenik, da ste igrali trobento. Že pri 18, pri gasilski godbi Bled, pa potem pri gorjanski godbi. A tole zgodbo nadaljujete, a poznate tisti naslov, zgodba, balada o trobenti in oblaku, evo. No, jaz jo zdaj nekako širim to zgodbo, me zanima, a še igrate? Nič več. Mi smo prej igrali, to se pravi, moja žena je klarinetu, jaz sem trobento igral in smo imeli prijatelje pa poznanci, ki smo vsak teden pri nas naredili koncert, vsak teden enkrat smo prišli skupaj in smo to igrali klasično muziko smo delali in smo imeli tudi enega komponista, ki nam je prav lepe stvari komponiral, ti smo pa igrali pri nas. To nas je. Prosim? Jaz sem recimo po cerkvi špil te maše, vsem vcete in to vse bezmerno s glasbo zaposlen. Z velikim veseljem, pa sem še nekaj zelo pozno začel šele resen igrati. Prigled manj muziko smo naredili, ampak to je pa kasneje resna glasba. Vsega se lotevate resno in vse vam uspeva. Ja, zato so, ne vem pa, če so z nami še rogisti, pa so nam že pobegnili za še eno točko za slovo, ampak preden se zares poslovimo, morda dajem še sklepno misel obema sogovornikoma, kako lahko pospremimo tale pogovor, kako ga lahko zaključimo. No, sklepno misel. V bistvu, jaz bi se navezala na tole vaše vprašanje, ko ste vprašali gospoda Slavka Oblaka, kakšno bi bilo njegovo sporočilo Blejcem po Oblačku. Pravzaprav je tako, ni pomembno, njegovo sporočilo je bilo že zdavnaj poslano in je trajne vrednosti. Kmalu po slovenski osamosvojitvi je Slavko organiziral, oziroma je bil gonilna sila in pobudnik slovenske predstavitve na Bavarskem v Landshutu. In takrat je on dejansko največ naredil in za Gorenjsko in za Slovenijo. Zaradi tega, ker je prišlo do slovenske predstavitve gospodarstva, turizma, kulinarike, glasbe. In takrat, ko je bila v percepciji Nemcev in Bavarcev še vedno podoba vojne, je dal vedeti Bavarcem, ne, v Sloveniji je mir, tukaj ste dobrodošli. In takrat se je res to obrestovalo. Že isto leto, konec leta 1992, je prišlo na Bled ogromno bavarskih turistov. To je dal Slavko Blejcem. In gospod Vit, še vi kakšno sklepno misel na vse to, na opus, na vse to, kar smo že povedali, pa smo morda zgrešili? Ja, ta opus bo živel, zdaj na Bledu so 4, morda pride še kakšna. Ustanovil se bo tudi neka galerija nekoč bo tukaj v Bledu, kjer bo to lahko vidno. Tudi njegovo posestvo bo trajalo in bo živelo naprej. In njegovo ime bo zapisano večno v teh spomenikih, večno bo v tem mestu. Se pravi, naš človek je šel in pustil obeležje tam v nekem južno-bavarskem mestu, ki je čudovito
baje, se pravi, še posebej zaradi teh vodnjakov in teh skulptur, ki jih je polno, in to je en tak lep primer, kako mora mesto živeti, in tudi zgleden primer za naša mesta, da bi morala temu slediti. In temu sledijo tudi sodobna mesta, ker vejo, da je edino kultura in umetnost je lepilo za ljudi, ki so danes atomizirani, posamezniki v svojih sobah. Samo to lahko spet pripelje skupnost skupaj in to je jasno naprednim mestnim oblastem, to je bilo jasno Bavarcem že in to je jasno zdaj Blejčanom, Koprčanom po novem, tudi Ljubljančani se prebujajo. In mislim, da bo to ta poslanica, kaj pomeni skupnost in kako ohranjati skupnost preko kulture, preko umetnosti, to je tisto, kar je zapuščina Slavka Oblaka. Torej, hvala obima strokovnima sodelavcema, sogovornikoma in hvala, gospod Slavko. Eno besedo bi še jaz. Izvolite, seveda. Moram vsem povedati, takole v življenju še jaz nikoli nisem bil hvalen kot danes. A sem zaslužil ali nisem, to ne vem. Ampak vam vsem se lepo zahvaljujem, da ste prišli, da ste to pogledali in mogoče me te skozi to nekaj bolj spoznali, da sem pravzaprav ostal človek, sem bil prej tudi. Hvala, bom rekla za konec, hvala za vse, gospod Slavko, hvala Blejčanov, vseh, ki pridejo k nam. Hvala vam za Oblakov večni cvetlični vrt, ki ste ga prispevali k ledu, in hvala za številne vodnjake, ki ne bodo nikoli usahnili, tako kot vaša ljubezen do vaše umetnosti, do dela, do ljudi, do življenja. Hvala za vse. Za vse pa še sladica, še enkrat vabim, kajti tudi po koncu lova mislim, da se oglasijo praviloma rogovi. Jaz še eno besedo bi še nadaljeval. Bi rad vse še vas povabil, tudi če bo kdo imel interese, da bi prišel gor na naš posest v Klemenu, gor, ste vsi povabljeni, če bo kar obležili ali karkoli, da bo kakšen imel interese na umetnosti ali pa na našem kmetijstvu, ste se povabljeni pri nas gor v Nemčiji. Oglasa. Knjiga, monografija bo išla konec novembra, danes pa seveda po promocijski ceni na voljo prednaročila. Hvala vam že vnaprej za vse in hvala za pozorno spremljanje in sodelovanje. Lep večer še naprej.